Nikola Tesla in okročena elektrika. Zmotno je prepričanje, da je Nikola Tesla zaslužen za razvoj električnih pojavov in električnih poskusov. Ljudje so že prej se ukvarjali z elektriko in z električnimi pojavi. Začel bi z Isaacom Newtonom in njegovim učencem Francisom Hawksbyjem. Ona dva sta imela že v 17. stoletju idejo, kako bi naredila svojo lastno strelo. Tako sta izumila tako imenovani influenčni stroj. Stephen Gray je razločil svet na prevodne in neprevodne elemente in snovi. Peter von Manzenbruck je razvil takole lajdenski kozarc, lajdenski džar, v katerega je shranil svoj prvi električni naboj in naredil svoj prvi kondenzator. Benjamin Franklin je prav tako imel idejo, kako bi shranil take podobne kozarce električno strelo. Henry Cavendish se je ukvarjal z jeguljami in električnimi ribami ter se čudil, kako da te živali lahko kontinuirano proizvajajo električne tokove. Kasneje je Luigi Galvani razvil svojo prvo baterijo in pogledal, da tudi žabi kraki skačejo, če so v tokokrogu. Alessandro Volta je tudi razvil v tem istem obdobju svojo prvo baterijo, s katero so ljudje pol naprej raziskovali. Recimo Humphrey Davy je s pomočjo te tehnologije naredil svojo prvo iskrečo se svetilo, tako imenovano arc light. Michael Faraday in Hans Christian Oersted sta pa kaj kmalu s pomočjo magnetizma in sil razvila svoj prvi elektromotor. Leta 1856 se je v Smilani rodil Nikola Tesla. Če bi bila očetova volja, bi bil Nikola Tesla duhovnik, ampak je imel Tesla srečo v nesreči. Pri 16 letih je močno zbolel za kolero in to bolezen tudi premagal. Njegov oče mu je obljubil, če to seveda preživiš to bolezen, si lahko kar hočeš. In Nikola Tesla se je odločil, da bo bil fizik, raziskovalec naravnih pojavov. Leta 1875, ko je šel v študij v Gradec, se je srečal s takim elektromotorjem, elektromotor od Michaela Faradaya. Nikola Teslo je zelo zmotilo dejstvo, da ta elektromotor se zelo iskri. Namreč na tem razmerniku oziroma komutatorju se izmenjuje električni tok, seveda krtačke pa drajslajo, se dotikajo tega razmernika in se iskrijo. Teslo je to iz 3 razlogov zelo zmotil. Prvič vedel je, da so velike izgube, lahko se kaj vžge, še več vedel, kako ta stroj dela. In je razmišljal, gotovo obstaja boljši način, kako bi naredili elektromotor. Elektromotor, ki bi izkoriščal izmenične tokove namesto enosmernih tokov. Namreč ta stroj na enosmerni tok seveda deluje na enosmerni tok. Da bi pa lahko razumeli oziroma naredili tak elektrostroj na izmenični tok, je pa najbolj pomemben njegov prvi patent, prvi poskus. In to je v bistvu transformator. Za transformator verjamem, da ste že slišali. Sestavljen je iz 2 tuljav. Prva tuljava, druga tuljava. Obe tuljavi imate različno število navajev in to nam omogoča, da se električni tok preobrazi. Poglejte, ko ga prižgem, najprej nekaj slišimo, ne? To je dober znak, da transformator dela. Vsi transformatorji brenčijo, saj dobijo iz omrežja 50 Hz, v takem omrežju smo, s tako frekvenco se poganja elektrika in nepravilnosti v sestavi tega stroja mičkan nihajo, zato slišimo brenčenje. Ampak kar je bolj bistveno, elektrika brezžično iz prve tuljave na drugo tuljavo skoči. Kako vem, da elektrika skoči iz ene tuljave na drugo tuljavo? Vroča žica, rdeča žica, veliki električni tokovi. Ta izum je najbolj zaslužen za elektrifikacijo sveta. Zakaj? Zelo pocen stroj, ekonomično ugodna zadeva za narediti. Zelo preprost način delovanja, ni nobenih mehanskih delov, zelo dobri izkoristki, pa še kar je debel bistveno, ne? Elektrika je preobrazana, torej po daljnovodih, namesto da pošiljamo velike tokove, pošiljamo rajši velike napetosti, hladne žice. Namreč prve elektrarne, prvi generatorji so imeli ta problem. Žice so se pregrevale, veliki tokovi so tekali po enosmernih žicah in to pa pač nikomor ni koristilo, zato je recimo tak stroj zelo bolj praktičen. Se bo pa še samo... Tesla je tako razmišljal.
Če znam pravilno postaviti geometrijo znotraj elektromotorja, če znam pravilno te tuljave vklapljati in izklapljati, lahko ustvarim tako imenovano vrteče se ali rotacijsko magnetno polje. Kako to dosežemo? Ja, lahko bi imel stikala, pa vsako tuljavo posebej prižigal, eno za drugo, a pa recimo v našem primeru danes imamo 3 faze, vemo, da pridejo v hišo 3 faze. Vsaka tuljava je na svoji fazi. Vsaka faza je seveda zamaknjena, to je isto, kot da bi stikali preklapljali med tuljavami. Če tole prižgemo, naj bi se ta stroj zavrtel. Kje je dobil Nikola Tesla idejo za ta poskus? Zagotovo se je srečal z eksperimentom Michaela Faradaya. Michael Faraday je imel pred Nikolo Teslo takle problem. Če imam aluminijasto vrtavko in če imam magnet, to dvoje vemo, se ne mara, namreč aluminij ni feromagnetna kovina, ampak če zavrtim aluminijasto vrtavko in pridem z magnetom zraven, se vrtavka ustavi, oziroma lahko tudi jaz poganjam magnet in se aluminijasta vrtavka zavrti. Torej, indukcija, magnetizem in elektroni hodijo z roko v roki. To so ljudje oziroma matematiki, fiziki šele na prelomu prejšnjega stoletja pogruntali, ampak Faraday je že kakšnih 100 let prej to vedel. No, Tesla je črpal to idejo, ta eksperiment od Michaela Faradaya in seveda te tuljave so pa od gospoda Ampera poskus oziroma demonstracija. Kaj kmalu je Nikola Tesla patentiral takle elektromotor, ko je bil že v Ameriki. Katerega tudi danes mnogi prepoznate, namreč srečamo se povsod, od industrije do domačih uporabnih naprav. Povsod se srečamo s tem elektromotorjem. Kot prvo, zelo je neslišen oziroma dosti bolj neslišen, kakor ki je na enosmerni tok, ki ima krtačke, nič se ne iskri, to je druga zadeva. Tretja lepa lastnost je pa, da te stroji lahko v obe smeri delujejo. Torej, lahko so ali generatorji ali elektromotorji. Vanj ga vlagamo električno energijo in dobimo mehansko delo, oziroma poberemo mehansko delo iz narave nekje in dobimo električno energijo na drugem koncu. Rad bi vam pokazal še tale eksperiment. Rad bi vam pokazal tudi tale eksperiment, s katerimi so se pa fiziki že za časa Isaaca Newtona srečali, tako imenovano Kolumbovo jajce. Nikola Tesla je s pomočjo svojega elektromotorja, tukaj imamo en primer, lahko širši publiki pokazal, da se jajce postavi po koncu, če prižgemo oziroma če jajce na hitrico zavrtimo. Tukaj se ne vidi tako dobro, boste tukaj pogledali, malo novejši eksperiment. Kakor vidite, jajce se vrti in ko se začne zadosti hitro vrteti, se postavi po koncu. Fizika je dolgo časa begalo, zakaj se hoče jajce postaviti po koncu. No, Isaac Newton je s pomočjo svoje nove matematike pogruntal, da gre za minimizacijo energije. Vse v naravi teži k minimizaciji energije. Če se le da, hočeš biti v energijsko ugodnem stanju. Torej, jajce, ko je v primeru, seveda leži na boku. Ko pa se zaradi rotacije, zaradi svoje energije vrtenja dovolj hitro vrti v tej smeri, je energija tega sistema prevelika, namreč predolga je ročica glede na osišče. Torej, jajce zastopi, če se postavi to lego, je krajša ročica, manjše energije. Torej, minimizacija energije je zelo bistven pojav v naravi. Tako. Tesla je bil zelo produktiven tudi v Evropi. Sodeloval je recimo v Parizu, v Pragi, na Madžarskem, v Budimpešti. No, s svojimi 27-28 leti se je pa preselil v Ameriko, kjer se je zaposlil pri Thomasu Alva Edisonu. Thomas Alva Edison je zelo znan po kakšni taki žarenci. Njuno razmerje ni dolgo časa vzdržalo, Tesla je šel kaj hitro na svoje, kjer se je začel v svojem laboratoriju predvsem ukvarjati z mehanskim nihanjem. Zanimalo ga je območje resonance, kako vzbujati nihanje. Vse vemo, če znamo nihalo oziroma gugalnico ravno pravi čas pognati, takrat je amplituda nihanja največja. Fiziki pravimo, v območju resonance je prenos energije najbolj učinkovit. To je Tesla dobro vedel in naredil zelo zanimiv eksperiment,
kjer je s pomočjo svojega lastnega resonatorja vzbudil nihanje in cela hiša, stolpnica v New Yorku se je zatresla. Kar naenkrat je bil Tesla slaven. Ta slava mu ni bila všeč, zato je hitro pobegnil v Colorado Springs, nekam bolj na svoje, kjer se je začel spet ukvarjati s svojimi električnimi eksperimenti in naredil tako imenovano Teslino tuljavo. Kaj ga je zanimalo? Kako bi prenesel energijo na razdaljo? Poglejte, dve tuljavi imam, te dve tuljavi sta približno isto veliki, lahko bi rekel, da sta v resonanci, oziroma uporabil tudi glasbeni termin, sta uglašeni te dve tuljavi. Če sta res, potem lahko na temle terminalu človek nekaj pričakuje. No, dajmo preveriti, kaj se zgodi. Ja, da se energijo na razdaljo poslati. Kaj je Tesla naredil? V bistvu je naredil svoj prvi radijski prenos. Zasluge za radio si je pa kasneje prisvojil gospod Marconi, ampak pustimo, to je zgodovina. Zdaj bi šli pa še naprej, še na ta zadnji poskus. Kapacitivnost. Torej, že Stephen Gray je razločil elemente na prevodne in izolativne. Ni se pa dotaknil kapacitivnosti. Poglejte, ko imamo izmenične tokove, ste videli strele, švigajo po zraku. Človek bi se lahko vprašal, kam pa se razelektri ta strela elektrika? Ja, zaradi izmeničnosti lahko tudi neprevodni materiali, kot je zrak, recimo, je zelo slabo prevoden, lahko sprejmejo elektrone in jih hkrati potem oddajo nazaj. Bom zdaj ugasnil luč, pokazal tole plazemsko lučko, Teslino tuljavo znotraj steklene lučke, pa ste videli, kaj se zgodi. Ko prižgem, strele švigajo povsod, vsaka strela ponazarja električni tok. Kaj se zgodi, če pride zraven materija, recimo moja roka, ki ima zelo večjo kapacitivnost, kot pa steklo? Ja, elektrika ve. Torej, podoben princip kot pri jajcu. Minimizacija energije je zelo bistven pojem pri raziskovanju raznih električnih pojavov ali pa tudi drugih mehanskih pojavov. No, zdaj, ko pa že tole lučko držimo v roki, bi še tole omenil. Nikola Tesla se je tudi s takimi lučkami igral, s takimi lučkami. Torej, opazuje, različni plini svetijo za različno barvo. Tako da s pomočjo še enega gospoda sta razvila tudi recimo takole lučko, neonsko svetilko.